Preizkusna pola, pisalo in polna glava znanja. Tako naj bi bilo videti nacionalno preverjanje znanja, na katero so se letos pripravljali tudi učenci osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro. Učitelji se najbrž trudijo, da bi nas pripravili, da bi vsak čim bolj pisal. Doma se nisem nič učil zaradi tega, ker mi to nič ne pomeni, ker bom sprejet na želeno šolo. Preberem, mogoče malo grem čez, več pa ne, ker nimam niti časa, pa še predvsem se učim za ocene, ki gre v redovalnico. Jaz se nisem za NPZ nič pripravljal, zaradi tega, ker se mi ne zdijo neki zelo pomembni. Večine učencev preizkusi ne skrbijo, saj ti praviloma ne vplivajo na nadaljne šolanje, kakor je bilo pred leti, in tudi ne na šolski uspeh. Se mi zdi tako vseeno boljš, kot pa da je NPZ vreden tako več. V bistvu sploh pa, če imaš ti slab dan takrat ali pa kaj in se to že kar šteje za pol tega, ali bo šel ti naprej ali ne. Vseeno bi rada dobro pisala, ker če ne imaš tako čuda, ni spada, da imaš ti skozi, pa če en predmet 5 zaključen, pa tam dosti slabo pišeš. NPZ-ji mi pomenijo, kaj še znam od prejšnjih let, ker so vsa leta skupaj, pa tako, drugače pa nič posebnega. Preverjanje vsako leto stane okoli 400 000 evrov. Ministrstvo za izobraževanje pa že pripravlja spremembe, saj učitelji in strokovnjaki ugotavljajo, da ni učinkovito. O tem, kako bodo videti NPZ-ji in kakšen bo njihov cilj naslednje šolsko leto, na ministrstvu za zdaj še ne želijo govoriti. Sporočili pa so, da tehtajo med dvema možnostma. O končni odločitvi bodo mlade in javnost obvestili konec maja. Prav takrat bodo devetošolci tudi seznanjeni z rezultati letošnjih preizkusov. Kako so se odrezali šestošolci, pa bo znano v začetku junija.